Ponedeljek v Blatnem dolu, medtem ko vsi iščejo nafto po tankštelah, sem se jaz odločil, da teh par ur, ki jih imam fraj, izkoristim za testiranje in setup avta. Soboto na tekmi je bil avto zelo hiter, ampak imel sem par težav s handlingom. Avto je bil dokaj zahteven za voziti. K temu so pa potrebovali trije glavni faktorji. Roll center je geometrijska lastnost podvozja, ki opiše, kako roke prenašajo silo koles na šasijo. Ti modeli imajo en kup različnih nastavitev roll centra. Ta se lahko štela na pestu zunaj, na vpetju vzmetenja zgoraj in spodaj. Na vpetju vzmetenja zgoraj se štela na teh luknjah, spodaj pa s temi vložki, ki premikajo vpetje spodnje roke levo, desno, gor ali dol na šasiji. Nizek roll center pri teh avtih pomeni načeloma več oprijema, prepoznaš ga pa potem, da ima avto dosti camber gaina. Dosti camber gaina pa pomeni, da avto na limitu hitro zahakla take luknje. To pa pomeni dostikrat crash ali pa nestabilna situacija med vožnjo avta. V primeru, da je roll center višji, več sile prevzamejo roke in manj sile vzmeti, kolo pa načeloma ima manj camber gaina. To pomeni, da lažje skoči čez tako luknjo, sploh pa če bočno priletiš v njo. Drugi faktor, ki me je matral pri vožnji v soboto, je toe gain. Toe gain oziroma bump steer je sprememba v poravnavi koles, ko avto potuje skozi hod vzmetenja. Toe gaina na tem avtu je s tem setupom trenutno preveč, to pa pomeni razliko v slip anglih sprednjih koles. Slip angle je kot, pod katerim kolo drsi. In če imaš tako razliko v kotu koles, zna priti do tega, da ko avto prenese težo iz enega kolesa na drugo, postane nestabilen ali spremeni smer. Tretja stvar na setupu, ki bi jo rad spremenil in izboljšal, je pa trdota amortizerjev. Amortizerji imajo trenutno dokaj redko olje, to pa pomeni, da so dokaj mehki. Amortizerji v bistvu kontrolirajo težo avtomobila, ko ta niha na vzmeteh. Pek amortizerjev pomeni to, da z višjo hitrostjo bata v ohišju amortizer postaja trši. Sploh je pa to vidno, ko skočiš predaleč in ko avto pade na tla, nabije takoj do tal. To, ko pa nabiješ na tla, pa pomeni, da se šasija takoj zaleti in jo pogosto odbije od zemlje. To pa spet povzroči nestabilno situacijo in potencialni crash ali pa vsaj to, da fališ idealno linijo. Se na teh avtomobilih štela z dodajanjem podložk pod tole ploščico. Je pa treba razumeti, da več ko je podložk, bolje obremenjena ta ploščica pod enojnim strigom, kar pa veča šanso, da se tukaj na šibki točki odlomi. Tako da tudi to treba upoštevati, ko štelaš bump steer. Hočeš pa doseči to, da je ta palčka čim bolj sporedna z spodnjo roko in tako tudi zmanjšaš bump steer. Sicer ga je še vedno kar nekaj, ampak za tak hod vzmetenja to ni prehudo. Pri testiranju spreminjam eno stvar naenkrat. To mi pomaga pri tem, da se ne zgubim v setupu in to je tudi razlog, zakaj setup na avtu dostikrat traja dosti dlje kot sestavljanje ali izdelava. In to vidim tudi pri driftu kot največjo napako, da marsikdo se zgubi v predelavah, izdelavi avta in dolgo časa ne pridejo na progo in potem, ko pridejo na progo, je z avtom en kup stvari narobe. Popravljen bump steer se je po 10 krogih izkazal za izboljšavo na setupu. Naslednja stvar so roll centri. Roll centre sem naštelal s tem, da sem na stebričku premaknil roke za eno luknjo navzgor. Zdaj pa je čas, da to testiramo. Ker je bila moja teorija to, da avto na skoku, kjer avti pogosto nabijajo odskočno mizo, zato so odskočne mize tako črne, prenese z mehkejšim amortizerjem več sile na vzmet in to pomeni, da bo vedno letel na nos, ker ko pristajaš na nos, lahko vedno daš gas in ga poravnaš. In to je tudi hitrejši način, da letiš iz skoka na skok, da uporabiš ves downforce, ki ga imaš na voljo,
da je avto čim manj časa v zraku. Ampak se je izkazalo, da je boljše prenesti z tršim amortizerjem več sile, ki ga povzroči teža avta, na gumo, saj je guma tista, ki bolj odbije avto iz skoka, kot pa sama vzmet. Pri avtih z tršimi vzmetmi bi bilo to mogoče drugače, ampak pri tem avtu, ki je zelo mehko naštelan, je pa očitno boljše dati trše amortizerje za to mehko vzmetjo in na skokih prenesti več sile na samo gumo in da ta zadnja guma odbije avto tako, da leti z nosom navzdol, uporablja downforce in predvi čim manj časa v zraku. Sprememba roll centra in sprememba bump steera so se izkazale za ok. Če je to, bomo videli na naslednji dirki. Še vedno pa se malo bojujem s tem, da avto po skokih tolče po tleh, oziroma da je pač samo premehek zadaj. Malo gostejše olje ni pomagalo, oziroma je, ampak ne dovolj. Gostejšega, kot je trenutno noter, nimam. To pomeni, da lahko spremenim še motion ratio. To pa je enostavno to, da prestavim amortizer eno luknjo bolj ven in tako ima geometrijsko boljši advantage nad kolesom. Po izkušnji vem, da če prestavim amortizer zgoraj na zunanjo luknjo, bo avto postal precej catchy, začelo ga bo odbijati, sploh pa če pristanem na katero od zadnjih koles in nesimetrično. To bom amortizer prestavil ven spodaj, kar mu bo povečalo kot, ampak ga bo tudi pritrdilo bolj ven, kar je neka vmesna nastavitev med prestavitvijo ene luknje zgore. Sprememba pozicije amortizerja je avto naredila čuden za voziti. Skače dlje in višje, kot je prej. Sicer so pristanki mehkejši, ampak handling ni toliko prijeten, zato ker je izgubil tudi nekaj steeringa. To pa pomeni, kako hitro avto in spreminja smer in se zavrti okoli hairpinov. Glede na to, da je trenutno čuden občutek, bom vozil še malo, da se probam razvoziti, pa se mogoče temu prilagodim za komando. Če pa ne, bom pa pač šel nazaj na tisto nastavitev, ki je bila prej in mi je bolj pasala. Vrnil sem nastavitev nazaj na notranjo luknjo na roki zadaj, zato ker je občutek avta na progi enostavno boljši s tem setupom. Bom pa definitivno potestiral še gostejše olje zadaj. Avto je nastavljen tako, da statično visi 2 mm naprej. To pa zato, da ko ob pospeševanju prenese težo nazaj, več sile prevzame vzmet in tudi če nabiješ kak bump, ob pospeševanju težje pride šasija do tal, ker ima pač nekaj več hoda. Ker sem se zadaj vrnil na že znan setup, bom spredaj spustil avto še za 2 mm, da naredim ride height razliko 4 mm, pa bomo videli, kaj to pomeni za handling. Ker bi nižje težišče spredaj moglo pomeniti malo bolj direkten avto, pa mogoče tudi malo več gripa spredaj. Setup session na progi se bliža koncu. Malo sem preštelal roll centre, popravil sem bump steer, ugotovil sem, da je tovarniško predpisana gostota olja ok, ampak definitivno moram probati še trše olje zadaj. Zadnja stvar danes je pa sprememba pozicije tega linka na servotu. To da za 20% hitrejši volan. Če bo to ok, bom videl. Definitivno bom pa pomeril servo z digitalnim termometrom, da tega dragega servota ne uničim zaradi preobremenitve. Pazi voiceover, evo, tako poteka setup day z buggyjem. Kar se tiče treningov, vozim dva tipa treningov. Eno je setup day, ki izgleda nekako tako kot na tem videu, drugo je pa trening, kjer vozim tudi z ostalimi vozniki. Če se vam to vrstni videi všeč, ne pozabite lajkati in subscribati. Z vami sem bil Erik in hvala za ogled.